Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer, dobrodošli v novi sezoni oddaji Vi sprašujete, župan odgovarja. Nocoj se bomo v prvi oddaji v tej sezoni potepali po občini Rogatec in kdo nam lahko o tem, kaj se tam dogaja, več pove kot župan občine Rogatec, gospod Martin Mikolič. Dober večer in dobrodošli. Ja, dober večer in prisrčno pozdravljeni gledalke in gledalci televizije Celje. Izteka se poletje. Kaj ga je najbolj zaznamovalo v vaši občini? Spomnimo se tudi kar nekaj teh vremenskih neprilik, zlasti v začetku junija je bila tista najhujša. Ja, res je. Tudi letošnjem letu nam vreme ni bilo naklonjeno, tako kot ste omenili. V juniju smo imeli kar precej močno neurje. Spet so nastali novi plazovi, sedaj v tem urbanem delu Rogatca, še starih vseh nismo rešili, novi so pred nami, predvsem 3-4 so dokaj problematični in skratka bo potrebno prihodnje te zadeve sanirati. To je bil pravzaprav poleti kar velik problem, tako kot pa pretekla leta se tudi v teh poletnih mesecih so izvajale različna dela. Zdaj, ko ste omenili nove plazove, nekaj tistih starih, nekaj novih, enega ste uspeli pred kratkim tudi sanirati, tistega na območju med Zgornjim Logom in Svetim Rokom, tam so dela zdaj zaključena. Ja, res je. No, to so pravzaprav plazovi iz lanskega leta, to je bilo v mesecu maju, takrat je nastalo, mislim, da je okrog 5 dokaj problematičnih plazov, se pravi na lokalnih cestah, in konec lanskega leta smo sanirali plaz vrednosti okrog 200 000 evrov pri Svetem Juriju, ki tudi pelje dejansko cesta do naselja Log. To je bilo potrebno nujno storiti, drugače bi cesta bila zaprta. No, ta drugi večji je pa bil tudi na tem odseku, kjer skratka cesta pelje do naselja Log in tudi tam je cerkev Svetega Roka in pokopališče, tako da dejansko nismo mogli več čakati, glede na to, da se je plaz nekako širil in smo pač to sanirali. Seveda pričakujemo tako za en kot drugi plaz pomoč, skratka finančna sredstva strani države. No, naj omenim, da je ravno zdaj nekako je ta sanacijski program na vrsti tudi na resornem ministrstvu, se pravi reševanje elementarne nesreče, ker takrat je pač določen procent ali promil bil glede na naravno katastrofo in dejansko bodo sredstva tudi strani resornega ministrstva odobrena. Brez pomoči države tu res ne bo šlo, gre za precejšen finančni zalogaj. Mogoče, če na kratko samo pogledava, kaj je še tisto, kar se same sanacije tiče, še čaka? Ja, res je, za manjše občine, tako kot je občina Rogatec, je zelo težko zagotoviti lastna sredstva za določene ukrepe. Zdaj mi smo pripravili, geološke analize oziroma kaj je potrebno postoriti na teh najbolj perečih plazovih, ki so letošnje leto nastale. Dokumentacijo imamo pripravljeno in to bo skratka tudi osnova, ker tudi za letošnji maj smo morali občine vnesti podatke v Ajdo, ker je tudi bilo razglašeno za naravno nesrečo in skratka pričakujemo tudi denar strani države, da bomo lahko te plazove prihodnje sanirali. Seveda pa vemo, skoraj leto dni traja, da pač pridejo ti dogodki na vrsto. No, zdaj, če že govoriva o poletnem obdobju, je bilo letos poletje na cestah v Rogatcu kaj bolj mirno, zdaj, ko so Hrvatje v Schengenu in so na mejah samo občasne kontrole, so verjetno občani nekoliko lažje vendarle prišli do svojih domov, ni bilo več takšnih zastojev. Ja, seveda, sedaj se to pozna, ta sprememba, tudi, skratka, tako kot v lanskem letu je tudi letos bilo precej manj težav, ali pa lahko celo rečemo, da jih ni bilo. Edino težava je v tem, da ti turisti iz
evropskih držav, skratka, ker jih pač vodi GPS, ne, in imamo kar težave na lokalnih cestah, če lahko tako rečem, predvsem na cesti skozi Žahenbjerc, ker ti dejansko ne preostane drugo, kot da nič prometna signalizacija, da je cesta samo za lokalni promet, kot da dejansko neko fizično oviro imamo tam, da skratka se peljejo po državni regionalki, se pravi že tale Rogatec in na to iz Rogatca po glavni cesti državni proti mejnemu prehodu Dobovec. Je pa res za naše občane sedaj veliko bolj mirno tudi v času turistične sezone, kar se tiče odvijanja prometa v sami občini Rogatec. Mogoče omenim to, da večje težave so bile, pa so še zaradi izgradnje kolesarke, tam pač so postavljeni semafori, kjer pač ljudje, ki grejo v službo ali pa domov, morajo pač nekaj trenutkov tudi čakati. Kolesarkam se bova še vrnila, morda samo še ta obvoznica je še vedno aktualna. Ja, ravno nekaj tednov nazaj smo še imeli na nivoju Ministrstva za infrastrukturo oziroma DRI-ja usklajevalni sestanek glede določenih korekcij na sami trasi. Sedaj je tudi za to pripravljena dokumentacija. Vemo, da je potrebno pridobiti vsa soglasja soglasodajalcev in večji del je tega usklajenega, tako da nekako je v zaključni fazi, bi rekel, ta del, kajti vemo, da občina Rogatec mora sprejeti podrobni prostorski načrt. Seveda podrobni prostorski načrt bo sprejemala šele potem, ko bo skratka vse urejeno, kar se tiče dokumentacije iz tega področja, se pravi vsa soglasja, potem moramo to javno razgrniti in šele potem občinski svet to sprejme. Jaz upam, da bo zadeva nekako do konca leta stekla, da bo vse pripravljeno in skratka za razgrnitev. Pred vami je sicer občinski praznik, na osrednji prireditvi boste tudi letos v začetku prihodnjega meseca razglasili letošnje občinske nagrajence, jim podelili priznanja. Kdo so ti letos? Ja, moram povedati, da mora, bi rekel, to razpisno dokumentacijo oziroma vse prispele vloge pogledati Mandatno-volilna komisija. To bo konkretno danes v ponedeljek in na osnovi, bi rekel, predloga Mandatno-volilne komisije bo potem občinski svet odločal, tako da zaenkrat še ni znano, kdo bodo letošnji občinski nagrajenci. To bo znano tik pred zdajci, ne? Ja, ta teden bo znano. Sicer pa po tej podelitvi, po tej slavnostni seji pripravljate še veselico za vse občanke in občane. Kaj obljubljate? Ja, moram povedati, da letos je predvsem na osnovi pobud tudi strani krajevnih skupnosti malo spremenjeno glede na pretekla leta, glede same osrednje prireditve oziroma tisti uradni del je enak, kot je bil do sedaj, skratka slovesno s podelitvijo občinskih priznanj. Potem pa so vse tri krajevne skupnosti, se pravi Dobovec, Donačka Gora in Rogatec, se nekako dogovorili, da bi naj bila tako imenovana veselica še tisti dan zvečer. Skratka, organizatorji tega so krajevne skupnosti, seveda smo z veseljem, zadovoljstvom to sprejeli, ker do sedaj smo nekako, ali pa so vse posamezne krajevne skupnosti odločale, da je, bi rekel, tudi nek krajevni praznik tokom leta in so posamezne, se pravi Dobovec, predvsem Dobovec pa Donačka Gora so v tej prireditve bile z neko veselico, zdaj smo to združili oziroma so združeni in če je to tisti dan, ko je tudi osrednja prireditva še toliko boljše, seveda so krajanke in krajane vseh treh krajevnih skupnosti vabljeni, no, govorimo o občanah občine Rogatec. Sicer pa se je poleg te osrednje prireditve pa seveda te veselice v programu ob občinskem prazniku znašlo kar nekaj prireditev, nekaj jih je že bilo izvedenih, še kar precej pa jih čaka. Ja, vsako leto pravzaprav ob občinskem prazniku je nekako obdobje 14 dni, včasih tudi 3 tedne, ko skratka različna društva pripravijo
določene prireditve ali pa je praznovanje tudi okroglih obletnic. No, imeli smo že 70-letnico društva upokojencev, v soboto imajo ljudske pevke 30-letnico, tako da kar precej prireditev je že bilo, tudi lovci so imeli streljanje na glinaste golobe, včeraj v nedeljo Tarok društvu, to je društvo Rogatec Rogaška, tekmovanje, kar precej teh prireditev v prihodnje še bo. Skratka, občanke in občani imajo možnost, da v tem času res se družijo, to smo še najbolj veseli in skratka res gre za hvalo številnim društvom, ki delujejo v občini Rogatec, da je tako pestro ob prazniku. V nadaljevanju najinega pogovora bova preverila, kaj se pa dogaja na področju naložb in investicij. Zagotovo je ena takšnih prenova zdravstvene postaje. Kaj vse je bilo narejeno? No, moram povedati, da kar se tiče zdravstvene postaje, malo specifika, tisto, kar smo planirali, se bo sedaj naredilo v precej manjšem obsegu, ker je prišlo do določenih sprememb, kar se tiče izvajanja javne službe, oziroma sedaj smo po razpisu koncesijo razpisali. Mi smo v letošnjem letu planirali, da bi naj v zdravstveni postaji Rogatec se uredili prostori za pediatrijo, za patronažno sestro oziroma zraven konkretnih posegov v samem prostoru bi naj se zamenjalo tudi stavbno pohištvo. Skratka, investicija nekaj nad 200 000 evrov, ampak na osnovi razpisa Ministrstva za zdravje ministrstvo sofinancira tako investicijo, seveda na osnovi ključa posamezni občini. Mi smo tu planirali, da bomo sredstva strani države pridobili, nobenih težav ne bi bilo, ampak bolje vmes nastalo to, da je zdravnica v javnem zavodu dala odpoved in skratka mi smo bili nekako pred dejstvom, kako naprej. Na osnovi dogovora z direktorjem zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, kar se mu moram res zahvaliti, smo našli pač to rešitev, tudi se je strinjal s tem, da razpišemo koncesijo in zdaj imamo pri nas v Rogatcu v zdravstveni postaji 2 koncesionarja, se pravi, družinska medicina se ne izvaja v sklopu javnega zavoda, to pa pomeni, da nisi upravičen do teh sredstev. Zdaj, glede na to, da bo pa potrebno za koncesionar, ravno danes smo začeli s prenovo, določene prostore vseeno urediti, bomo to tudi postorili, tako da bo koncesionar, ki bi naj uradno začel izvajati dela v mesecu oktobru, pač te prostore tudi imel zagotovljene. Tako da, kar se tiče ostalih prenov, smo pač nekako predstavili v prihodnje, če nam bo uspelo, tudi sam bom dal, ali pa sem že dal pobudo, da se ta zakon spremeni, da so tudi občine, ki skratka nimajo zdravnika v javnem zavodu, ampak koncesionarja, glede na to, da je koncesionar tudi v javni mreži, da je tudi, bi rekel, za te domove, kjer se koncesija izvaja, zagotovljeno sofinanciranje strani Ministrstva za zdravje. Tako da za same občanke in občane, koristnike zdravstvenih storitev se na tem področju družinske medicine pravzaprav nič ne spreminja. Ne, no, je prav tudi, da povem to, da smo nekako res zadovoljni, kar se tiče oskrbe na področju zdravstva v naši občini. Že od začetka, ko je občina nastala, pa do danes, skratka, skoraj neprekinjeno smo imeli 2 tima družinske medicine. To za eno občino Rogatec je zelo pomembno, oziroma si lahko rečemo, da je kar visok standard, pa tudi, kar se tiče zobozdravstva, tako da mi do sedaj nismo imeli nekih težav glede tega in vesel sem, da smo tudi, bi rekel, ta stali problem tako hitro rešili. Tako da naši občanke in občani so res priskrbljeni za področja zdravstvenega varstva. Zagotovo ena večjih naložb v vaši občini, ki je sicer ni financirala občina, je bila izgradnja doma za starejše, sofinancirana tudi strani evropskih sredstev. Tega ste pravzaprav v Rogatcu kar nestrpno pričakovali vrsto let. Je zdaj že poln? Ja, no, moram omeniti, skratka, izgradnjo je financiralo ministrstvo, seveda na osnovi, bi rekel,
pogajanja ali pa dogovoru tudi strani občine Rogatec. Moram se še enkrat bivšemu ministru Janezu Ciglerju Kralju zahvaliti, da je skratka ministrstvo oziroma on konkretno imel posluh za Rogatec, da je projekt bil uvrščen v financiranje, tako imenovani REACT projekt, to so evropska sredstva, in da se je tudi sama izgradnja v Rogatcu naredila, oziroma da smo pridobili dislocirano enoto Doma starejših Šmarje pri Jelšah. Prav tako iskrena hvala res direktorici tudi, da je pristala v to, kajti če ne bi pol najbrž doma ne bi bilo, glede na to, da je to manjša enota, ki skratka zelo dobro sedaj funkcionira kot dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje. Hotel sem pa to povedati, da skratka predtem smo pa vse ostalo postorili na občini Rogatec, skratka zagotovili zemljišča, pridobili gradbeno dovoljenje, skratka tisto, kar je bilo pred izgradnjo postoriti, je postorila občina Rogatec. Moram povedati, da je dom namenjen za 35 oskrbovancev, dom je poln in že nekaj mesecev kar v redu funkcionira. Gasilci v Donački gori so dobili prizidek gasilskemu domu. Kaj to pomeni za naselje in ne nazadnje tudi za občino? Ja, želja po širitvi doma je bila že kar nekaj let. Mi smo se tega lotili, mislim, pred 2 leti. Dokaj zahtevna zadeva je bila, kljub temu, da to ni nek večji poseg bil, ali je pa bil, glede na to, da objekt že tam stoji, pa še en privat objekt je, in glede na razpoložljivo zemljišče smo pač bili omejeni. Vemo, da pogoje postavlja tudi Ministrstvo za kulturo oziroma Zavod za spomeniško varstvo, pa naravovarstveniki so tudi nekako na tem območju, tako da smo imeli kar dosti težav glede bi rekel, pri izdelavi dokumentacije, da smo nekako neko rešitev našli. Zato moram pa povedati, da na koncev je pa vse skupaj zelo dobro izpadlo. Skratka, gasilci so dobili nove prostore za gasilsko vozilo, komplet se je razširila in posodobila dvorana in sedaj en od lepših dvoran v občini Rogatec. Potem smo uredili prostore, kjer bi rekel, je tudi tako imenovana kuhinja in tam tudi lahko so razni sestanki društev, krajevne skupnosti. Uredila se tudi okolica, tako da je to res velika pridobitev, ne samo za gasilce, ampak celotne krajanke in krajane krajevne skupnosti Donačka gora, in mislim, da so za to pridobitvijo prav gotovo zadovoljni. Seveda bo pa potrebno prihodnje to vse skupaj koristiti in pričakujemo, da bo to ena tudi spodbuda za delo tako krajevne skupnosti gasilce kot različnih društev z tega območja še dodatno spodbuda. Še ena naložba je bila v letošnjem proračunu ureditev kanalizacije v Rogatcu in seveda priključitev na čistilno napravo v Rogaški Slatini. So dela že zaključena? Ja, moram povedati, da kar se pa tiče priključitev oziroma izgradnja tako imenovanih sekundarnih kanalizacij, glede na to, da smo mi v Rogatcu bolj priključeni na glavni kolektor, ki pelje do čistilne naprave Rogaška Slatina. Nekako planirano je bilo to v sklopu izgradnje kolesar, kar smo tudi izvajali. En del se na območju cone S5, tako imenovane stanovanjske cone, realiziral konec lanskega leta. Tu v naselju Brezovec pa tudi delno v lanskem in tudi se je v letošnjem letu zaključilo, tako da tudi ta del naselja, določena gospodinjstva so priključena na, oziroma se še bodo priključila na kanalizacijsko omrežje. Tako da bi rekel, da je sedaj večji del ali pa skoraj večina območja naselja Rogatec in Brezovec priključeno na čistilno napravo Rogaška Slatina. Vas tu v prihodnosti čakajo še kakšne naložbe? Zdaj, če lahko tako rečem, na področju cestne infrastrukture, vodooskrbe, kanalizacija, se pravi odpadne vode, je vedno še kaj za postoriti, tako je tudi v naši občini. Seveda, tako kot sem že omenil, večji del je tu narejen, je pa res, da imamo za naselje Gaberje tudi pripravljen projekt za priključitev na kanalizacijo. Seveda
pričakujemo, da bo kak razpis oziroma da bi s kako pomočjo države mogoče tudi to območje v prihodnje rešili. Čas je za kratek predah in naše oglaševalce, spoštovane in spoštovani, ostanite v najini družbi, takoj se vrneva. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Poiščite osvežitev na letnem kopališču Celje. Uživajte v bazenih, igriščih in sproščujočem vzdušju za celo družino. Kraj, kjer se zabava nikoli ne konča. Vrnitev legendarne skupine Plavi Orkestar. Velenje, 30. avgusta v Parku Vista. Vstopnice od petka 26. aprila na intrio.si. Plavo poletje, kot ga že dolgo ni bilo. Nadaljujemo z nocojšnjo oddajo Vi sprašujete, župan odgovarja. Z menoj v studiu še vedno župan občine Rogatec, gospod Martin Mikolič. Gospod Mikolič, skupaj z občino Podčetrtek želite urediti podjetniški inkubator. Kako blizu je realizacija? Ja, moram povedati, to šele je na začetku. Vemo, da ta finančna perspektiva šele se bo začela, ne? In dejansko tudi v tej finančni perspektivi pričakujemo, oziroma smo nekako pričakovali tudi določena evropska sredstva. Seveda je potrebno imeti, bi rekel, tudi primeren projekt. Nekako tudi želja nas je bila, da, bi rekel, nekako spodbudimo tudi podjetništvo in nekako ideja o podjetniškem inkubatorju se je porodila nekaj časa nazaj. Seveda so tu določeni pogoji, kakšne velikosti mora biti oziroma koliko površin, to je okrog 900 kvadratov, zdaj sama občina Rogatec pač planira odkup objekta oziroma smo nekako že v fazi ali pa smo se dogovorili za odkup
bivše mesnine Žerak, ki je zelo primerno, to je v samem centru Rogatca in glede na površine, koliko je potrebno imeti na osnovi pogojev ministrstva, smo se dogovorili za neko skupno sodelovanje, se pravi mrežni inkubator skupaj občina Rogatec in občina Podčetrtek. Vse tisto, kar je bilo potrebno postoriti do sedaj, smo naredili, končno odločitev nekako strani resornega ministrstva bo v mesecu septembru. Jaz upam, da bomo uspešni in da bomo, se pravi, leta 2025-2026 tudi podjetniški inkubator v Rogatcu v teh prostorih zgradili oziroma, bi rekel, preuredili prostore za ta namen in da bo s tem pač priložnost za mlade podjetnike v občini Rogatec, da se vključijo aktivno in da bo v prihodnje res to funkcioniralo. To je za občino Rogatec zelo zahteven, pa tudi ne samo za občino Rogatec, tudi za Podčetrtek. Mi dejansko smo mi vodilni partner, zahteven projekt, kajti vemo, kaj vse je treba v fazi gradnje, bi rekel, v fazi trajanja projekta postoriti od različnih delavnic, samo 30 delavnic je treba izvesti v tokom, se pravi, te faze realizacije, pa še vse druge zadeve treba postoriti, da je vse v skladu z zahtevami resornega ministrstva, ampak sem optimist, da bomo mi to tudi realizirali. Kako pa je z gradnjo vetrnih elektrarn, ki jih Dravske elektrarne načrtujejo na območju Loga? Moram povedati, da smo kar na liniji glede tega z Dravskimi elektrarnami in moram povedati, da bi rekel, sam projekt res peljejo zelo korektno, vsem smo obveščeni. Dejansko je tudi pri tem projektu, vemo, da se bo sprejemal državni prostorski načrt, se pravi, nosilec tega DPN-ja je resorno ministrstvo in mi smo pač vedno, smo vse skozi seznanjeni z v kateri fazi je projekt, skratka tudi tu so, bi rekel, je v zaključni fazi, bi rekel, vsa dokumentacija, kar se tiče tisto, kar je potrebno narediti, pa imeti na osnovi pogojev posameznih soglasodajalcev, tako da to bo v nekaj mesecih vse skupaj zaključeno, tako da dejansko greš bolj lahko na razgrnitev oziroma javno predstavitev projekta. Moram povedati, da naj bi bilo na pobočju Loga do Maclja, se pravi tam do hrvaške meje 5 agregatov, trenutno sama lokacija kaže na to, da 3 bi naj bili, ker glede na to, da je meja med občino Rogatec in občino Žetale, tam 3 na ozemlju, se pravi na območju občine Rogatec, na območju Žetal, tudi z županom Žetal zelo dobro sodelujemo, komuniciramo glede tega, tudi skratka obem občinam je strani Dravske elektrarne zadeva vedno, bi rekel, tudi na osnovi določenih vprašanj ali pa debat razložena, kako bi naj to v prihodnje potekalo oziroma kako bi naj prišlo do izgradnje vetrnih elektrarn. Tudi naši občani so dobro informirani glede tega. Je pa še do same izgradnje fizičnih del na terenu kar nekaj časa, ne? Še kar kakšno leto, 2, 3 bodo pretekle do takrat. Ja, po teh zadnjih informacijah je zadeva nekako takšna, seveda je potrebno zagotoviti tudi vso ostalo infrastrukturo do tega območja. To pomeni, da je potrebno primerno, bi rekel, priskrbeti ceste oziroma urediti ceste, da bo lahko, bi rekel, vsa ta logistični del se lahko tu izvajal, ne. Ampak, koliko vem, Dravske elektrarne investicijo imajo nekako bi rekel, pokrito, kar se tiče finančnega dela in samo je odvisno od tega, se pravi sprejem državnega prostorskega načrta, seveda potrebno pa pridobiti gradbeno dovoljenje, če bo vse šlo v redu, tudi če bo, bi rekel, ta razgrnitev, pa bi rekel, mnenje občanov, krajanov, pa skratka vseh ostalih, bi rekel, pozitivno, potem
bi lahko se investicija že pričela naslednje leto izvajati. Na relaciji med Šmarjem, Rogaško in Rogatcem teče izgradnja medkrajevnih kolesarskih povezav. Kako daleč so zdaj dela, se že ve, kdaj bo otvoritev? Ja, moram povedati, da ta projekt se pa res kar precej zavlekel, glede na plan dokončanja prvoten. Zdaj v same občine Rogatec moram povedati, da se je večji del postorilo. Pri nas je potrebno, kar smo se pa tudi nekako uskladili, se veste, da je občina, dejansko investitor je ministrstvo, je pa zelo pomembno, da tudi občina, oziroma jaz sam kot župan sodelujem zraven pri določenih težavah, ki nastajajo. Pri nas moramo še odstraniti en gospodarski objekt, večji del je narejenega in tudi to smo se glede te zadnjega problema še dogovorili, tako da v Rogatcu je dela mogoče še za mesec, dva pa bo zaključeno. Tako da smo lahko pa res zadovoljni, da se je, bi rekel, tudi v Rogatcu nekaj postorilo na gradnji kolesarskih poti, tako da bo možnost, bi rekel, ta, bi rekel, medobčinska infrastruktura na, bi rekel, tej zeleni mobilni področju, da bo realizirana in da bo del kolesarke narejene tudi v občini Rogatec. Je pa verjetno res, tako kot ste omenili v prvem delu najinega pogovora, da sama gradnja precej vpliva na pretočnost prometa. Ti semaforji povzročajo včasih kar precej nejevolje med samimi vozniki. Se strinjam, zdaj ogromno komentarjev in tako dalje na družbenih omrežjih, kaj to pomeni za občanke in občane, ki so pač na relaciji, kjer se gradi kolesarska steza. To skratka niti ne preseneča, glede na to, da se res zadeva zavlekla, ampak nekako pričakujem, ali pa bi rekel, sem tudi prepričan, ko bo vse skupaj gotovo, pa bomo vsi skupaj zadovoljni. Okoli 200 tisočakov ste v proračunu namenili za urejanje cestne infrastrukture. Kje so bile potrebe največje? Ja, tako kot večkrat ponavljam, na področju urejanja cest je vsako leto potrebno marsikaj postoriti, tu nikoli ni dovolj denarja. Mi skratka z tem denarjem bomo poasfaltirali nekatere odseke lokalnih cest. Naj pa omenim, ker mi v lanskem letu nismo realizirali plan na osnovi tega, da je izvajalec pač tisto, kar je država tisto ukrep sprejela glede na poplave in je prioriteta bila reševanje, bi rekel, te infrastrukture na poplavnih območjih, tako da letos delamo ta dvoletni program in dejansko je že tako skoraj v zaključni fazi, tako da, kot sem že omenil, nekatere odseke bomo poasfaltirali. Nekaj denarja ste namenili tudi za obnovo starega gradu. Kakšen pomen ima ta za turistično ponudbo kraja in pa kaj je tisto, kar ste letos načrtovali, da se naredi? Ja, moram povedati, da mi smo kandidirali na zadnjih 2 razpisih Ministrstva za kulturo za sanacijo, bi rekel, teh 2 sten, ki dejansko bi se bile tako porušile, in to se je naredilo. Se pravi, obe steni so se statično sanirali pri prvem razpisu v vrednosti okrog 80 tisoč evrov ena in sedaj približno isto je bilo tudi pri drugi. Ministrstvo financiralo 50%, 50% smo mogli zagotoviti iz proračuna. Skratka, tisto, kar je bilo najbolj pomembno oziroma najbolj problematično, smo tudi realizirali, glede na to, da veste, da tudi strani Ministrstva za kulturo ali pa stroke je večkrat prišla pobuda, da bi bilo v redu, da te 2 steni ostanejo oziroma da se kaj postori več na starem gradu, glede na to, da skratka se vemo, da je grad dejansko iz 11. oziroma kasneje se še je dogoreval v 14. stoletje in je, bi rekel, ena znamenitost za samo občino Rogatec. Mi smo potrudili, da bomo v prihodnje še kaj postorili. Ravno sedaj je Ministrstvo za kulturo razpisalo novi razpis za leto 2025. Lahko se prijavimo s projekti vrednosti od 500 do
od pol milijona do milijon. Skratka, ministrstvo neto ceno financira, DDV bi naj zagotovila občina, to je za nas kar velik problem, kako lastna sredstva zagotoviti, ampak mi se bomo prijavili z nadaljevanjem del. Ta nadaljevanje dela, ki se bodo pa še izvajala, pa imamo predvsem željo, da bi se skratka uredil tam en platov, se pravi, glih, ko omenimo turiste, da bomo tudi na Stari grad lahko povabili. Potrebno je pripeljati določeno infrastrukturo, kar se tiče urejanja, se pravi voda, elektrika, javna razsvetljava, se pravi dovoz, urejanje okolice in to je naša želja v tej fazi, ki ga dejansko ima sedaj, tako kot sem omenil, je razpis strani ministrstva in bi rekel 25-26 let, v letu 25 in 26 upam, da bomo tudi nadaljevali z deli. V sklopu projekta Rune ste v precejšnjem delu občine dobili tudi to širokopasovno optično infrastrukturo. Kako so potekala dela? Pravzaprav so zdaj v vaši občini že zaključena. No, moram povedati, da projekt Rune, vsaj mi smo tako menili na občini, da je zelo pomemben za občane. Vemo, kaj je bilo takrat, ko je bila korona, delo v domu in tako dalje. Zdaj po teh razpršenih predelih naše občine na območju krajevne skupnosti Donačka Gora in Dovec skoraj nisi mogel imeti interneta in tako dalje. Tako da mi smo pač ta projekt predvsem nekako sprejeli z vidika, da je to zelo pomembno za vsakega posameznika, ki živi v občini Rogatec. In dejansko se je nam želja uresničila, da smo pa res sedaj vsa gospodinstva optiko pripeljali. Mogoče tole, da v urbanem delu naselja Rogatec je optiko reševal Telekom pred leti in je večji del urbanega dela pokrit z optiko. Seveda nekatera območja ali pa nekaj gospodinstev ni, glede na to, da se mu takrat pač ni splačal. Sedaj se pogovarjam, da bi še se tam to postorilo. Rune je pa bil res če lahko rečem, ta projekt Rune se pa je izvajal v teh dveh krajevnih skupnostih. Mi smo pristopili k projektu z namenom, da res čim več naredimo. Dobro smo sodelovali med sabo, vsa soglasja smo mi pridobili, kasneje smo še vključili domačega izvajalca zraven, tako da na tistem delu, kjer pač vemo, da je to zaseben sklad, ki financira in je to čist ekonomski projekt, ki je realiziran tam, kjer se ekonomsko, finančno izide. Ampak mi smo se dobro dogovorili ravno zaradi tega, ker smo tudi sami pristopili zraven z to pomočjo, pa da smo znali, bi rekel, tudi do tiste domačije ali pa gospodinstva, ki so bila malo bolj oddaljena, najti eno skupno besedo, če lahko tako rečem, in nekako skupnimi močmi tudi tam zagotovili optiko. Pred nami je zdaj novo šolsko leto. Ob koncu lanskega ste, tako kot vsako leto, sprejeli tiste najuspešnejše osnovnošolce. Teh je bilo kar precej, ne? Ja, mi smo zelo ponosni na mlade občanke in občane, če lahko tako rečem, in vedno smo veseli ali zadovoljni, da so učenci, šolarji uspešni v enem delu, ki se reče, kako je končal ali pa zaključil razred. Predvsem smo pa tudi velikokrat veseli, da so tudi na drugih področjih, ki so zelo pomembna, pridni, aktivni, bi rekel, na področju glasbe, športa in tako dalje. In tudi te učence vedno konec leta sprejmem z neko skromno pozornost, jih tudi udarimo, tako da to je, bi rekel, neka tradicija, ki je značilna tudi za druge občine ali druge župane in tudi v letošnjem letu je res, da sem imel sprejem za te učence. Ste poletne mesece izkoristili za kakšna vzdrževalna dela na šolskem objektu? No, moram povedati, da imamo mi centralno šolo in dve podružnici, ne, in ogromno se je v zadnjih letih postorilo, predvsem iz vzdrževalnega vidika. V letošnjem letu se je nekaj popleskalo, koliko vem, v centralni šoli Rogatec, nekih večjih potreb
dejansko niti ni, glede na to, kot sem že omenil, da se v preteklih letih se je marsikaj postorilo. Danes se sicer izteka oziroma se je iztekel razpis za predloge za kandidate za podelitev priznanj na področju športa. Tudi tu imate kar nekaj občanov, ki se udejstvujejo na različnih tekmovanjih. No, moram povedati, da to je pač neka novost, ki je dejansko prišla, pobuda je prišla strani članov občinskega sveta, glede na to, da v nekaterih drugih občinah tudi dajo določeno pozornost, kar je tudi prav, športnikom, ki so prepoznavni v sami občini, pa tudi širše, ne. In tudi mi imamo predvsem te mlade osnovnošolce in smo se letos odločili, da bomo tudi z tem projektom, bi rekel, v sklopu občinskega praznika nekako popestrili, tudi razširili, bi rekel, neko pozornost strani občine do mladih, do športnikov in skratka to želimo tudi realizirati tisti dan, ko bo srednja prireditev, ko bo ta drugi del, da se tudi nekako zahvalimo z nekim priznanjem uspešnim športnikom v občini Rogatec. Zelo aktivni so tudi v Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Na eni strani dvorec Strmol, pa potem muzej na prostem. Pravzaprav kar s temi različnimi prireditvami in dogodki privabljajo turiste in obiskovalce od vse povsod. Ja, tako kot v preteklih letih je tudi letošnje leto dokaj pestro. Predvsem je pomembno, da se tam izvajajo številne delavnice, ne, in skratka to privabi tudi številne goste, ker lahko na nekem izletu v občini Rogatec, lahko tako rečem, konkretno dvorec Strmol, muzej, pa še drugi, se pravi, aktivno sodelujejo na teh delavnicah in je to dokaj zanimivo, predvsem za šolarje. Vemo, da je, bi rekel, konec leta zelo aktualno, se pravi, da Zavod za kulturo, turizem in razvoj pač nudi osnovnim šolam tudi, da lahko izvedejo določeno strokovno ekskurzijo, ker je to konkretno vključeno tudi v nek program šolstva, tako da smo res zelo zadovoljni, da lahko nekaj pokažemo, oziroma vse tisto, kar smo se trudili v preteklosti, da skratka to dejansko lahko pokažemo vsem obiskovalcem. Je pa res, da tudi na zavodu so dokaj uspešni ali pa aktivni pri izvajanju določenih projektov, se pravi, v letošnjem letu mislim, da se izvaja 5 projektov, ki so sredstva skratka bila pridobljena na osnovi določenih razpisov, kjer zavod sodeluje tudi z drugimi občinami oziroma inštitucijami, pa ne samo v Sloveniji. Konkretno mislim, da je vrednost letošnjega razpisa 5 projektov se izvaja okrog 150 000 evrov, največji projekt je vreden nekaj nad 100 000 evrov, tako imenovani projekt digitalizacije. To je skratka druga faza. Mi neke zadeve že imamo, bi rekel, v tem kontekstu realizirane, oziroma lahko vsak obiskovalec to tudi doživi, skratka nadene se očala in gre skozi muzej. Sedaj imamo, ker imamo mi tam ta zeliščni vrt, se pravi, zdaj je za to dejavnost nekako bilo načrtovano, da se tudi tam nabavi tako imenovana VR oziroma MR očala in to je ravno ta projekt, ker sodelujemo skupaj z občinami iz Srbije, Bolgarije, Italije. Skratka, smo partnerji v številnih projektih in tudi potem dokaj prepoznavni in moram to omeniti, ko so določeni razpisi za določene vsebine, nas marsikdo pokliče, konkretno Zavod za kulturo, turizem in razvoj, če bi sodeloval, kajti imamo kar precej referenc na tem področju oziroma s to vsebino in skratka nas tudi drugi velikokrat rabijo. Zdaj počasi nekako se premikamo proti jeseni, potem sledi zima. Lani ste izbrali izvajalca za zimsko službo. Ja, mi smo lani imeli, mislim, da je 2-letni razpis bil in za letošnje leto, oziroma tako rekel, za letošnjo
zimsko sezono imamo mi izvajalce že zagotovljene in skratka, naj ne bi bilo težav glede izvajanja zimske službe. In ko so ravno pri zimi, lani ste v novo leto stopili skupaj z občani ali pa s prebivalci sosednje občine Hum na Sotli. Kako bo leto, že kaj načrtujete, čeprav smo zdaj še v vročem poletju, pa vendarle? Ja, mi moram povedati, mi smo že si zadali nalogo, ko smo zaključili lansko prireditev, mislim, da pol je bila neka analiza glede tega in pol je bil kar dogovor, da v letošnjem letu oziroma letošnjo silvestrovanje bo pač pri naših sosedih Hum na Sotli, ker tak je bil dogovor že pred leti. Vemo, da je to čisto spontano prišlo takrat, 2 leti nazaj, ko je Hrvaška stopila v Schengen in takrat je bilo čisto spontano to v trgu Rogatec, pač smo mislili, da bomo imeli malo druženje, 100-200 ljudi, na koncu vemo, kaj je iz tega bilo, tako da seveda moramo letošnje leto pa prisluhniti željo naših sosedov in se pravi domačinje občina Hum na Sotli. Zdaj pa ob koncu najnega pogovora, morda še glede na to, da se pa res bliža praznovanje občinskega praznika, še kakšna misel, kakšna želja vašim občankam, občanom, kaj jim polagate na srce? Hvala za to priložnost, seveda občankam in občanom bi se najprej iskreno zahvalil za vse to, kar smo nekako skupaj postorili od zadnjega občinskega praznika, kajti zelo pomembno je, da znamo prisluhniti en drugemu, pa da tudi včasih smo kritični do določenih zadev, vsaka pozitivna kritika je dobrodošla, je pa res pred nami občinski praznik, zdaj številne prireditve, ki so že za nami. Hvala, da so res občanke in občani bili prisotni, seveda so še kar precej prireditev bo, tako da vas iskreno vabim, seveda povabilo pa predvsem na to osrednjo prireditev, ki bo 7. septembra pri Grajski pristavi. Pa iskrene čestitke v prazniku občine Rogatec. Čestitke seveda tudi z naše strani. Gospod župan Martin Mikulič, najlepša hvala za nocojšnji pogovor in obisk v našem studiu. Hvala za povabilo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in seveda bodite z nami znova čez teden dni. Takrat se bomo potepali po občini po četrtek. Do takrat vse lepo in nasvidenje.